Peugeot 308 je dokaj hitro že po 3 letih doživel prenovo, ki pa ni prinesla le oblikovnih sprememb, ampak tudi nekaj tehnične izpopolnitve. In kot takšen lahko Peugeot 308 povsem zanesljivo parira ostali konkurenci. No, s popravljanjem obraza je tako kot z mišjo molk. Vse je lepa in sledi trendom, ampak svoje starosti vseeno ne more skriti. Sicer pa je solidnost 308 poudarjena pri njeni izdelavi, ki bi lahko bila vzor v razredu. Vzor je lahko tudi opremljenost, zlasti v povezavi s ceno, in vse pohvale je vreden 1,6-litrski turbodizelski stroj. Notranjost figurativno sicer ni ravno razkošna, jo pa detajli in dobri materiali nekako dopolnjujejo s podobno celoto, ki jo kvarijo predvsem drobni gumbi na panelih, ki jih je že zdavnaj prehitel čas. Boljši del avtomobila je njegov motor. Tehnologija eHDI je okolju prijazna, ampak zaradi tega zmogljivosti prav nič ne trpijo. 82 kW in 270 oziroma 285 Nm navora v overboostu pri vsega 1750 vrtljajih je v realnosti prepričljivejše kot kaže papir. Skupaj s 6-stopenjskim menjalnikom, ki v Peugeotih nikoli ni močna strana, tokrat deluje neverjetno natančno, pa sta zelo dobro uigran par. Pa ne samo pri tej različici. Odlično se ujameta tudi s turbobencinskim motorjem THP. S tem izvrstnim motorjem, ki se vrti tudi v BMW-jih in Minijih, sta krasna partnerja za hitro in varčno vožnjo, poraba pa je lahko med 7 in 8 litri. Ta Peugeot ima sicer opremo Allure, kjer je v notranjosti še usnjen aluminij, da se bodo dobro počutili tudi bolj zahtevni kupci. Z res veliko opreme in odličnim motorjem pa bo takšen vas za dobrih 22 000 evrov. Malce trše nastavljeno podvozje še vedno dovolj mehko prebavlja slabo podlago, je pa krmilni mehanizem preskop z informacijami. Peugeot 308 skratka ni več najbolj svež izdelek, vas pa vseeno zna pozitivno presenetiti.